Ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji. z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. Šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Ojke, radovedni ljubitelji kavča. Moje ime je Uroš Bizilj, vi ste pa dobrodošli v novi epizodi naših pogovorov. Hvala, ker nas gledate, poslušate in spremljate. Danes je z nami vsestranski mladi ustvarjalec, ljubitelj gledališča in odra nasploh, šiškar, skejter, vegetarijanec, kolesarski popotnik, maneken za oblačila iz druge roke, organizator dijaških dogodkov, soliden matematik, motor povezovanja dijakov in predsednik dijaške skupnosti na gimnaziji Poljane, bodoči maturant, ljubitelj osvobojenih stopal. Dragi moji, z nami na kavču Voranc Mandić. Živjo. Živjo. Zelo se veselim pogovora s tabo. Enako z vami jaz. Zelo dolgo sem te čakal, ampak čakal sem te zaradi tega dolgo, ker še nisi postal polnoleten. Tudi zdaj v tem trenutku nisi polnoleten, ampak ob objavi tele epizode boš pa že pihnil 18. svečko, tako da bo... 17. novembra sem, da smo informirani. Ja, boš pihnil to svečko in tako da vse bo legalno in po pravilih, kot se zahteva za te epizode. Upam, da bova sproščena, zabavna, poslušljiva, gledljiva. Razkrivala bova tvoje talente, hobije, zanimivosti, morda kaj osebnega, veliko osebnega. Torej, pred nama je pogovor, ne vem, kam bova šla, predlagam, da začenjava s Poljanami, glede na to, da je to poljanski kavč. Ko si se upisoval na gimnazijo, si imel najprej v 8. razredu, v osnovni šoli si se odločal, da greš na Vič. Ja. Ampak potem si pa odločitev več kot očitno spremenil. Zakaj? Ja, v bistvu sem imel neko tako eksistencialno krizo takrat v 8. razredu, ker sem mislil, da mi bo šlo ful slabo v šoli. In sem bil tako, Vič ne bo šlo čez, Poljane pa naslednja možnost. Torej, Vič je težja šola kot Poljane? Ja, to sem mislil takrat, ne. Aha. Ampak pol se je šlo vse super in sem prišel na Poljane, na srečo. Kakšen dijak si potem na Poljanah? Kako ti gre šola? No, pa deva tem se malo pogovarjati. Mislim, odvisno, kako bi to predelili. Naprimer, športno imam 4. Športno imaš 4? Ja, to je res. Ja. To? Matematiko imaš celo zdaj 4? Ja, matematiko imam 4. Ostalo pa se bolj bliža čemu nižjemu. Dobro. Pač nisi lovec na ocene. Ne, res nisem lovec na ocene, se tudi zelo ne trudim. Med poukom sicer, ko sem načeloma poslušam, ampak v prostem času pa se ne posvečam veliko šoli. No, čemu pa se posvečaš v prostem času? Ja, trenutno predvsem nekim gledališkim stvarem, trudim se gledati čim več predstav v večerih, nekim organizacijam teh dijaških stvari na šoli. No, da še vedno ostajava na Poljanah, v 3. letniku in v 4. letniku si se odločil, da kandidiraš za predsednika dijaške skupnosti. Ja. Zakaj si kandidiral prvič in zakaj si kandidiral drugič? Ne vem, kako hočem biti zdaj zloben. Malo bom v hecu povedal vse skupaj. V glavnem, v bistvu v 2. letniku so bila malo na bojni nogi z Mijo Krajger, ki je bila lani predsednica, in ker sem jaz vedel, da bo kandidirala kot predsednica, sem bil tako, moram jaz zmagati. Ampak pa me je v bistvu to začelo tudi ful zanimati in sem bil tako, to bi lahko spremenili na Poljanah, to ni v redu, lahko bi dodali še kakšne dogodke, da bi se delali, in pa sem kandidiral in sem v bistvu ful užival v tem in na srečo sem bil z Mijo, s katero so lani čez celo leto ful uživala in so v bistvu se ful spoprijateljila, pa organizirala veliko, seveda s pomočjo ekipe pa vsega, veliko carskih dogodkov.
Ja, letos sem pa hotel sam to nadaljevati. Se mi zdi, da je dobro, da se neke take stvari, ki se začnejo, tudi nekako nadaljujejo, da pridejo v tek. Tako da sem se odločil, da bom spet kandidiral. Mija sicer ni z mano, je letos Miha z mano. Pa imamo tokrat tudi večjo ekipo, ki pomaga po vseh dogodkih. In se tudi sami že organizirajo, da bi eni organizirali to, eni to. In se mi zdi, da ful teče. Sem hotel ti prej omeniti, da ta Mija Krajgar, z distance ti govorim, jaz ne poznam stvari, ampak se mi zdi, da je bila odlična tvoja desna roka v prvem letu tvojega predsedovanja. V bistvu so bila oba dva desna roka, ja. A ja, si desna, ja, niste rekli leva. Oba dva sta odlično sodelovala. Ne? Ja, ne, super sem imela, ja. Kakšen je bil tvoj program in ali si ga uspel realizirati? Ja, v drugem letniku je bil v bistvu kar ambiciozen program in sem ga večinoma... Treba je povedati verjetno to, da v bistvu to je bilo prvo leto po koroni to bilo in ste vi imeli, vsaj tako se mi je zdel, da ste imeli tak načrt, da ste hoteli malo narediti, malo pospešiti družabno življenje na šoli. Točno to. In ste res veliko dogodkov ste organizirali, skoraj, ne vem, več na mesec, par na teden in tako naprej. Ne? Tako da to verjetno. Ne? V bistvu neke te izmenjevalnice oblačil, pa vse te stvari, pa tako, čajanke, kaj tacka. Kvizi, taki drugačni, filmski večeri. Pa z drugimi šolami sodelovanje. To sem pa hotel takrat tudi izvesti, da bi se, naprimer, da bi imeli Poljanci splošne gimnazije boljše oziroma nam ljubše ekskurzije v drugem letniku. Žal mi to ni uspelo, tega nisem izpolnil. Na kater projekt v tvojem mandatu si najbolj ponosen? Kaj razmišljaš? Jaz vem odgovor. Pa samo hočem se prepričati. Ja, na gimnazijadu. Tukaj imamo plakat iz gimnazijade. Daj pa povedati, zakaj je šlo pri gimnazijadi. V bistvu za povezovanje najrazličnejših šol. Povabili smo vseh 81 slovenskih gimnazij. 81 je bilo. 81 jih je povabljenih bilo. Odzvali se jih je malo čez 20, skoraj 30, pa se je ta številka čez čas reducirala na 22 in so pač te šole prišle in se z nekimi najrazličnejšimi stvarmi od kina, od filmov do predstav, razstav, koncertov predstavljale in v bistvu je bil to dvodnevni dogodek. Meni se zdi, da je super izpadlo. Dogodek je bil pa kulturno noto imel. Ne? Pač, načeloma je bil druženje preko kulture. Ne? Ja, smo izdali tudi na koncu tak povzetek oziroma posebno verzijo pravega kota za to gimnazijado. Torej, koliko časa potem posvečaš temu predsedovanju? Zdaj si že drugo leto pač v tem filmu, ne? In koliko težav imaš zaradi tega? Ker to, kolikor te gledam tako strani, to imaš skozi neke dejavnosti, organizacije, skosne. Ja, v bistvu je veliko za delati, sploh teki nekih birokratskih stvari, ali tako neke maile pošiljati ali pa kaj takega. Pomočnike imaš, seveda. Ja, itak, veliko ljudi nas dela, pa vseeno je kar dolg časa trajajo stvari. Tako da včasih tudi med poukom treba iti kam. Včasih, pri meni vedno manjkaš, ravno pri športni vzgoji. Ja, moram delati za gimnazijo Poljane. Moram delati za marsikaj. Zakaj se ti to ljubi delati? Zakaj se ti ljubi toliko delati? Ja, tako da imam kaj za delati v prostem času, da se ne dolgočasim. Sem rajš toliko, ker da sem na fonu ali nekaj. Pa tako, vedno je pa malo napetosti, pa je malo adrenalina vedno. Kjer dogodek je bil najbolj tak zahteven, obširen? Ja, gimnazijada. Ja, toliko teh nekih birokratskih stvari. Za občutek, koliko časa ste se pripravljali na gimnazijado? Ja, v bistvu začeli smo konc marca, pol pa smo že takrat imeli ogromno mailov za pošiljati sponzorjem, smo poslali več se mi zdi, da je bilo 1500 sponzorjev, ko smo e-mail poslali, ampak smo v ful slabem delu leta pošiljali, zaradi tega, ker so takrat že vsa ta sponzorska sredstva oddana in nismo dobili praktično nobenega resnega sponzorja. Pa pol je bilo tudi šolam posredovati maile, pa take stvari, pa kontaktirati, klici dnevno. Tako da to.
Še enkrat te bom vprašal, kaj te žene, da vedno znova in znova ustvarjaš nekaj na novo, produciraš neke dogodke, da se ukvarjaš s temi organizacijami. Kaj te žene, kaj te driva? Kaj me driva? Je tako. Se mi zdi, da če bi bil jaz Poljanski, ne bi bil predsednik, bi si želel, da se veliko dogaja. Jaz ne verjamem, da bi se vsega udeležil, ampak tako, da bi imel pa neko možnost se udeležiti najrazličnejših stvari, pa da bi tudi kdaj šel na kak dogodek, se mi zdi pa čisto super. Zaradi vsega tega tvojega udejstvovanja, organizacij teh dogodkov in tako, zelo malo hodiš v šolo. Ne? In vem, da si sam pišeš opravičila za razredničarko. Ne vem, če se sme to Zdaj me pa zanima, kako to deluje in kako si lahko verodostojen, če si sam pišeš opravičila. Ja, ok, lejte, če jaz špricam, naprimer prejšnji teden sem šprical in sem pa tudi A si upravičeno šprical? Ne, ni bilo upravičeno. Nisem se učil in pa sem se šel učiti in sem povedal žonti, da takrat sem pa šprical. In se mi zdi, da s tem je, mislim, jaz sem glede teh stvari iskren. Pa če sem šprical, povem, da sem šprical, če sem imel pa zadelati, pa povem, da sem imel zadelati. Se mi zdi neumno se lagati glede tega, ker mama te je učila, odkud je pa to? Ja, lani iz BRK-ja. No, mama te je učila, da lagati ni prav. Tako. Okay. Informacijo imam, da recimo ne učiš se kaj dosti, ne delaš kaj dosti nalog, pa tako, seveda, ker nimaš časa, ne? Dan ima samo 24 ur, ti bi jih rabo pa saj 30, da prideš čez ta dan. Ne? 30. Nimaš dovolj časa, da bi se učil in delal sproti, nalog ne delaš, razen za nemščino. In zdaj me zanima, zakaj samo za nemščino? Ali pri drugih predmetih nisi prisiljen v opravljanje nalog oziroma v sprotno učenje? Za nemščino in angleščino se tudi potrudim, še včasih. Jaz bi rekel, da imamo zelo zakomplicirane profesorje za tale dva predmeta, Sanja Hočevar pa Robert Banfi. Pa tle se tudi treba imeti s sabo in potrebščine in naloge narejene. Sicer letos mi gre že malo slabše, že malo nazadujem, ampak se mi zdi, da bom prišel nazaj v formo na delanje teh nalog. Ampak ja, tudi ne grejo mi toliko dobri jeziki, pa se moram učiti malo bolj. Zdaj si že na konec teh poljan, ne, mislim, zdaj si v sklepnem letu teh poljan in zdaj me zanima, in točno veš, kaj je fora in pač tako. Zanima me, a bi se še enkrat opisal na poljane? Ja, bi se? Definitivno. Nam lahko poveš, kakšne dobre lastnosti poljan in kakšne slabe lastnosti? Ja, najboljša stvar bi rekel je poljanski oder. To, kar mene zanima, to zelo. To mi je največ dal. Še kaj verjetno kot poljanski oder? Ja, seveda. Ljudje smo odprti, točno to. Ljudje niso naduti. Je pa tudi slaba stvar, da smo vse pa malo elitistični. Ne. Tudi jaz sam kot Poljanec sem elitističen, ne mislim. V kakšnem smislu elitističen? Kaj? Da si nekaj več, ker si Poljanec, ali kaj? Ja, vedno je ta nek občutek, če se pogovarjaš s kakim Bežigrajčanom, ne. Da mi povej to, zakaj mi skozi tekmujemo z Bežigradom, zakaj imamo mi kompleks Bežigrada? Ja, jaz to z distance gledam, jaz nikoli nisem bil Poljanec, ampak iz distance gledam, mi imamo kompleks Bežigrada. Ja, imamo. Zakaj ga imamo? Je, ker so boljši, ne? V čem so boljši? Ja, v rezultatih mature, če pogledate, oni so prvi v Sloveniji. Zakaj so prvi v Sloveniji? Ker so piflari, ne? Ne, to tako rečemo, ampak se mi zdi, da so ful Ker imajo neskončno možnosti ponavljanja. Ja, ampak matura je pa vse nekaj drugega. Ponavljanja. Ja. Mislim, matura rezultate imajo boljši in oni, in Škofijska gimnazija. A to je uradno? Jaz tega ne vem. Uradno. To je uradno. Oni, Škofijska, Želim je, Ljutomer, zdaj pa ne vem, a Vič še tudi ali ne. Še kakšna dobra stvar s Poljan? Mislim, da se kar vse zmeni. Dejavnosti je zelo veliko, a ne? Ja, to. Vse se da zmeni. Za vsakega se najde kaj? Ja. Okay. Kaj pa slaba stvar? Trenutno arhitektura na Poljanah. Arhitektura? To je 100 let stara stavba? Ja, ampak te bele učilnice, notranji dizajn, bele učilnice, KUMO bolnici. Torej, motite prenova teh
prostorov. Moti me Preveč sterilna prenova teh točno prostorov. to, ta sterilnost me moti. Zdi se mi, da nič nam ne pove to. Po prenovi je logično, da se neke stare zidove prepleska, prenovi, obnovi. Logično. In da saj navzven deluje malo prenovljeno, lepo in tako. Ne? Ali pač? Ja, ne, se strinjam, da tako to deluje zdaj, ampak meni to ni všeč. To je tvoje pač osebno mnenje. Ja. Kako bi pa imel ti rajše? Da bi bilo kako? Popisano z grafiti. Ja, ker sem gledal neke slike od Atrija starega, ki ni bilo še teh nadstreškov, je ful dobro izgledal. Mislim, te grafiti vse naokrog, pa une klopi. Ne. Ampak verjamem, pač to je nek ta pogled, da mora biti vse po regalcih. Kakšen odnos imaš pa z vodstvom šole ali pa z ravnateljem? Načeloma dober, mislim, kot predsednik dijaške skupnosti imamo veliko teh nekih pogovorčkov, pa malo smo sicer bolj kot šola gorenski, ne, malo bolj varčni. Torej varčni, ja. Ampak drugače pa v redu, se da vse zmeniti. Hodijo naproti v željah. Ja, se mi zdi, da vidijo potencial v tem, da se jim ne bi splačalo biti tako, ne, to je preveč, ne bomo imeli teh dogodkov, preveč izpostavljanja. Ker se mi zdi, da vseeno gradimo neko vzdušje na šoli, pa tudi to prpele na informativcih, ki povemo, kaj vse se dogaja na Poljanah. So to same plus pike, ne? Ja, točno to, tako da gre v plus skupni. Za konec Poljan bi mogoče kakšne učitelje izpostavil? Vem, da je to nehvaležno vprašanje. To je nehvaležno vprašanje, ampak mogoče, če boš, če ne boš. Robert Banfi mi je zelo pri srcu, pa Mihael Sredkar, ki me ne uči več zdaj. Če bom koga pozabil, bo pa... Kaj ti je všeč pri Banfiju, ker on je naravnan na red, strogost in še kaj, ti si pa bolj raztresen, nisi nek redoljuben. In tako, nasprotja sta si. Če je on plus, si ti minus. Ne? Sej, načeloma v prvem letniku se zelo nisva razumela. Je tudi večkrat znorev nad mano, ampak v bistvu tako nekako, ker sem pa začel malo delati pri nemščini, pa me je začel zanimati, je pa ful zabaven človek, pa tako, super se imamo na urah, se mi zdi. In napredoval si verjeten, ne? Ja. A znaš nemško? Mislim, pač znam boljš, kot nek Bežigrajčan. Koliko imaš oceno? To ne bomo, ne. Sem na maturi iz nemščine. Si prijavil nemščino? Ja, sem na maturi. Lepo. Kaj si še prijavil? Nemščino? Nemščina pa filozofijo. Aha. To pa še ne poznam toliko profesore, kaj itak zdaj ga imamo na začetku. Pa hotel sem še reči, to se sicer ne razumem, se mi zdi, da se ne razumejo toliko Sanjo Hočevar, ampak mi je pa tudi dober na urah angleščine. Tudi uživam. Ker imamo veliko nas izziva v nekih mnenjih, pa tako, pa se mi zdi, da... Lahko ti zaupam, da Sanja Hočevar hodi na vse te predstave, v katerih si ti tako in moram reči, da je pozitivno naravnana na tvoje igranje in tako. In te občuduje v smislu tvojega igranja. Ne? Da na v smislu, kaj je. Ne? Ja. No in potem greva lahko iz Poljan, preskočiva na poljanski oder. In gledališče, no? Ne samo poljanski oder. Z gledališčem si se srečaval s svojim bratom, mlajšim, sta hodila na predstave od staršev in sta veliko časa preživela kot otroka, verjeten v gledanju predstav, ali pa tam sta se motala okoli. Ne? In je mogoče to bil vzrok, da sta oba dva brata nekako silita v gledališče. Oba dva bi rada tudi se s tem ukvarjala, bila igralca ali pa nekaj v zvezi z gledališčem, z nastopanjem. Mislim, verjetno je kaj od spodaj, je kakšna linija tega definitivno, ampak jaz sem vedno govoril, da jaz ne bom igralec, sem imel možnost eno, da bom fizik ali pa matematik, druga, da bom pa gradbenik, tako da je bilo daleč od te igre, ampak pa nekako v osnovni šoli mi je bilo pa zabavno te recitali, pa to, pa pol smo imeli ta dramski krožek na šoli, ki sem tudi hodil. V osnovni šoli, ja. To pa v bistvu me je vedno bolj nekako začel zanimati to. No in v
v preteklosti si sodeloval z Slovenskim mladinskim gledališčem v predstavah različnih, ne? Eni. Aha, to je, misliš tole, svoje usode krojači, ne? res je. Kaj je tole šlo? Tole ste meni se zdi več, da ste sami skreirali. Ja, v bistvu smo mladi nastopali, 20 mladih nas je bilo, pa še 3 Mentorji? v bistvu so bili 3 odrasli, Ja. so zraven nastopali, ne vem, kako so te točno mentori ali so. Pa smo v bistvu, neka zgodba je bila o 3 družinah, pa se srečajo, pa iz različnih razredov so te družine. Pa v bistvu je bilo super. Ana Duša je vodila ta proces in ona je res super v nekih pripovedovanjih zgodb, pa je tudi nas nekako v to smer tudi malo usmerila, kako neke stvari pripovedovati, pa imeli smo veliko razgovorov, pa se pogovarjali. In pa smo v bistvu z nekimi temi našimi mnenji ali pa kaj nas je zanimalo, smo izoblikovali to predstavo. In meni je bil cel ta proces, ki je leto pa pol trajal, sem jaz čisto užival takrat in mi je bilo super. No, sodeloval si pa tudi še v nekih mladinskih filmih, imel si neke manjše ali pa otroške vloge ali pa nekaj, celo v zadnjem poletju si nekaj igral. Ja, to je bilo v bistvu prvič zdaj, ko sem snemal. Ja. Glede filma. Ja. Letos poleti v filmu Blok 5. Režiser Klemen Dvornik, ki pa še pride ven, ni še v zunaj, seveda. Koga si igral? Senada. Senad, da. Nekega brata ali Ja, v bistvu brat od nekega. neke vloge tam? Ja, od neke tam vloge nekega skaterja, ki so tako kao mladi uporniki. Ampak super zgodba, pa film bo tudi dober. Ej, pa sem pa še včeraj izvedel, čisto pa niti ne znam povezati tega podatka, Ja? da tam si, ne vem, ali gre za nateg, Ja? ali gre za resnico, da si tam nekaj si delal z Dua Lipa. Ja, to sem pa ful ponosen, v bistvu najbolj ponosen Ja? na mojih dosežkov. Slučajno sem se prijavil za neko reklamo, tako čisto nekaj. Kje v Sloveniji? Ja, je v Sloveniji, ker je bil kar visok honorar, ne? Pa sem za enodnevno snemanje, pa sem videl, kako itak, da se bom prijavil. Jaz se prijavim in sploh nisem tega posnetka oziroma teh slik, ki bi jih mogel poslati, posnel pa poslal, pa so me vse nazaj kontaktirali, da sem bil sprejet in sem bil tako, ok, v redu. In smo šli tako 5 zjutraj nekam na Primorsko in tam smo snemali videospot za Dua Lipo. Jaz sem tako... Tak, videospot ali reklamo? Ne, videospot. In ona je bila tam. In kaj si ti delal? Mislim, kaj ste mogli delati? Tako nekaj, najprej je bilo nekaj, ko smo v nekem, v tem vojaškem oziroma nekaj to, kao trenirali, pa sklece delali, pa Snemali ste v Sloveniji, kje ste snemali v Sloveniji? Črnikal se mi zdi, da je, kamnolom, tam. Ja. To, pa še neko manjšo vlogico, ki sem tako streljal na njo s pištolo. Na njo? Ja, par nas je bilo, kakao, smo neki mladi gangsteri, ki streljamo s pištolo. A je umrla? Ne, ni. Da srečo. Ste snemali en dan? Ja, en dan, ampak sej to nekaj je še... ur. Ja, ne, je kar cel dan, od 5 pa tako 10. Koliko je bilo denarja, koliko je bilo šuškov? 300 evrov. Dobro. Ja, to je kar v redu. V redu, ja. Mislim, ona bi imela, te, ki to snemajo, bi imeli, da bi vsak mu dal 1000 evrov, ampak pač. No ja. Ampak v bistvu je ful je zanimivo, ker oni tako njo, kot nek talent, je reče, nikoli ne smejo reči Dua Lipa, ali pa njenega imena, ali pa karkoli. Zakaj ne smejo reči? Ja, ker ima tako se ful se... Se čuvajo. Ja, da ne bi kaj slučajno. Ja. En je šel do nje, pa je nekaj rekel, so ga takoj domov poslali. Pa telefone ti zalepijo s takimi krokci, da ne moreš fotkati. Ja, čist noro. Kaj varnostniki tam čist? Ja, okrog nje spovsod. Telefon ne smeš imeti verjetno sabo? Ne, lahko imaš, ampak ti ga prelepijo. Ja. Kaj še kakšna taka zanimivost iz tukaj? To se gleda, to se posluša. Jaz zdaj ne vem, če se to ve, ampak ima rdeče lase. Jaz nisem vedel prej, da ima rdeče lase, sem mislil, da ima rjave. No, to je ena posebnost. Druga pa v bistvu nič, ker nisem nič zvedel o njej. Ne vem. Potem si, glede teh nastopov, si sodeloval tudi na BNK-ju. BNK-ju, res je. Kakšna izkušnja je bila to, Voranc? Super izkušnja je bila to. Kaj več povedal. Bom več povedal. Ja. Ne, super sem se imel, cel proces z vami in s profesorcem Žigar. Všeč mi je bilo, da ste mi vedno, kaj nisem dobro naredil, da ste mi vedno kar povedala, da
to ni bilo v redu, moraš se naučiti pet, moraš nehati fušati. Vse to se mi zdelo, da mi je pomagalo, da sem pa v bistvu na samem nastopu lahko boljši izpadel vse skupaj. V tem ustvarjalnem procesu sem ti potem na koncu govoril tako, da ne znaš pet, ne znaš plesati, ne znaš brati, ne znaš govoriti, ne znaš nič. Ja? Ampak dajal sem ti pa eno stvar, ne? In to je, si pa zelo pogumen. Imaš jajca. Res si pogumen. In zanima me, a si tudi tako nasplošno v življenju pri drugih stvarih pogumen, a si pogumen samo za na oder ali pa za nastopanje, ali pa tudi tako sicer. Jaz bi rekel, da sem razmeroma drzen. Tudi pogumen bi lahko rekel, ampak predvsem drzen, ker tako upam si stvari, kaj narediti, kaj neumnega včasih. Ampak meni je to všeč, jaz rad delam neumne stvari. Kakšne odzive si dobil na lansko letno vodenje BNK? Moramo povedati, da si bil sam na odru, a ne? Ja. Pač vse točke si povezoval sam. Načeloma so bili pozitivni odzivi. Kako si se počutil ti? Jaz sem se tudi super počutil. Mislim, prva je bila boljša kot druga, ne? Tako da škoda, da smo imeli samo 2 ponovitvi, ker drugače bi lahko še izboljšal. Ampak načeloma sem se jaz dobro počutil, pa tudi kar v redu odzivi so bili. No, da vas pregovoriti še kakšno besedo o poljanskem odru. Zdaj, o letošnjem letu se ne moramo pogovarjati, lahko se pogovarjamo o lanskem letu. Bolj lansko leto ste naredili predstavo Nebo, kjer si bil natakar nekaj, receptor. Različno, natakar pa pes, pa še tako kaj drugega zraven. Daj mi povej, kako poteka priprave vaje na poljanskem odru? To bom zdaj pač za lani govoril, ker že prej, še eno leto nazaj je bilo tudi čist drugače, ampak lani z Natašo Keser, igralko, ki je tudi na Poljane hodila, ona je bila ta naša mentorica in v bistvu smo lani veliko delali na nekih prizorih, da smo pač si morali zmisliti prizore. Imeli smo neke teme na začetku, pa smo pa tudi te teme precej izgubili. Delali ste neke naloge, a ne? Ja, naloge, tako, prizore, pa tako, naprimer, moramo neko zgodbo od nekoga dobiti, ki ne poznamo te zgodbe in pa to zgodbo nekako prizoriti ali pa povedati ali pa karkoli. Kakšna naloga ti je bila največji challenge od lanskega leta? Recimo, da je bilo zahtevna ali pa zabavna naloga. Zabavna. To pa je enkrat, ker smo morali neko zgodbo od nekoga drugega najti in jaz sem bil tako, ne bom jaz zdaj nekoga, ki ga poznam, pa je ga šel spraševati, se mi je pa zdelo, da je naprimer nekdo, ki bi pa živel na ulici, ima pa kar zanimivo kako zgodbo in sem v bistvu pa šel do Kam enega... Od klošarja? Ja, od brezdomca. Nekoga, ki živi na ulici. Ja, jaz sem hotel napeljati na to. Ja. No ja, in sem pa brezdomca enega in si hotel pristopil in se pogovarjala, v bistvu je bil ful prijazen. Je imel pa dosti tragično zgodbo. Razlagal mi je, ne morem se spomniti točno, kako je bilo že, ampak da je bil tudi pristal enkrat v zaporu, ki je imel neke spore, pa je nekoga ubil. Tako da je bila v bistvu kar zanimiva zgodba, tudi dobra inspiracija za sam prizor, ki sem ga imel pol, ampak so se dobro razumela, pa sem pa šel nekaj še za jesti kupiti, ker se mi je zdelo, da ni jedel že nekaj časa. No in ko so že glih pri neki hrani, a lahko rečem, da si v predstavi ne bo igral samega sebe? Ne. Ko si jedel smetano in se valjal v njej, kaj ti tvoj rek od načina, kako kdo je hrano, lahko razberemo tudi, kakšen človek si. Ja, ne, jaz ne bi rekel, da sem... Kakšno zanko sem ti dal zdaj okoli glave. Ja, dobro, ste to sestavili. Ne bi rekel, da to bi lahko se prebrali, kdo sem jaz, oziroma pač, kar se na odru pokažem, sem tudi jaz, ampak ne bi rekel primarno, da to je pa res, da velikrat rad uporabljam v prizorih na poljanskem odru hrano, se mi zdi, da res izkaže, kakšna oseba si, ker eni jejo tako točno, eni malo bolj na hiter, eni počasi. Ni se da veliko razbrati iz tega načina prehranjevanja. Ko dobiš neko vlogo ali pa nalogo, kakšen pristop imaš do tega? Ali se jih resno lotevaš, ali greš na lakočemo, na neodgovorno, ali odlašaš? Ja, zdi se mi, da se trudim resno lotevati, se premišljujem dlje časa, na koncu itak, kar je na koncu, je izdelano v zadnjih parih urah,
Ampak načeloma pa imamo skozi nekje v glavi. Naprimer, zdaj imamo neko nalogo povedati par zgodb, specifičnih na Poljanskem odru, pa skozi malo o tem razmišljam, ampak ni pa tako, da sem tako, zdaj se bom pa usedel, pa zdaj to spisal. Nisem tak tip človeka. Se kdaj spopadaš s kakšno tremo? Imaš kakšne... Ja, itak. Imaš tremo? Imam, sicer... Dejansko imaš tremo? Dejansko imam. Pa prej sem ti rekel, kako si pogumen in tako. Dejansko imaš tremo? Mislim, ja, pa se kdaj pojavi. Odvisno je čisto od nekih drugih stvari. Ponavadi me zdaj pritisne kakat. Pri tremi, tako je to. Ampak ja, drugače pa... Imaš kakšne tehnike sproščene, da se pomiriš, da prideš v ravnovesje? Nisem še na tej stopnji, da bi to imel. Večkrat ste ponavljali predstavo Nebo. Kako si pa s ponovitvami? Ja, veš, ko postaviš, ti recimo 2-3 mesece postavljaš neko predstavo in potem jo moraš samo še igrati in ponavljati. Kako si s ponovitvami? Meni je to super. Jaz ful rad tudi večkrat nastopam isto stvar in se mi zdi, da vedno lahko sem tako, to mi ni šlo, bom naslednjič boljši v tem. A pri sebi recimo, kolikokrat ste pač igrali to predstavo? 5-krat, 6-krat? Recimo? 10-krat. 10-krat recimo, ne? A je to skozi enako, a je malo drugače, ali se spreminja malo ta interakcija med igralci, ali pa... Ja, meni se zdi, da se... Skozi drugače. Skozi se spreminja, ja. Ampak meni se zdi, da je pozitivno, da se spreminja. Lanski ta mentor na Poljanskem odru je bil tudi eden izmed mentorjev, bili so Nataša Kesar, Benjamin Krnetič in pa Daniel Dejškuvca. Ja. 3 mentori. Ampak v bistvu to je bilo razdeljeno. Ja, vem. Okay. Oni še ne vejo. Ne? Imamo odr 1 in odr 2. Ja. Ne? No, ampak z Danielom Dejškuvco si nekako spletel posebno vez in nekako ti je on ozornik. Zdaj pa mene zanima, zakaj? Zakaj? Tako nek ta način, kako Daniel zna razmišljati o teatru, pa ko gre gledati kako predstavo. Veliko pogovorov sta imela in se pogovarjala in tako. Ja, in se mi zdi, da mi je tudi neke stvari sam tako odprl, da vem, kako zdaj, kaj je štimal, kaj ni štimal, pri drugih ljudeh ali pa pri sebi. In ja, nasploh se mi je super pogovarjati z njim, sploh pa o teatru. Ali te je Daniel Dejškuvca navdihnil nad to idejo, da bi po končani maturi pauziral 1 leto? Ne bi rekel, da je specifično. In povej, kaj nameravaš po maturi. Ne, ni me Daniel. A te je on navdihnil? Ne, ni me. Okay. Nameravam pa po maturi... Če jo narediš, ja, drugače. Seveda boš, se to je šala mala. Nameravam pauzirati 1 leto in nič. Zakaj? Zakaj? Pa tako, ker ne bi šel zdaj še na faks, zakaj pa? Bom šel delati verjetno v Kanado ali pa v Avstralijo, ker imajo neke te večje farme in bi pa tudi uredil honorarij in bi pa pol leta tam živel in delal. Pa kje si najdel Avstralijo in Kanado, a nimajo farm bližje, kjer lahko delaš tudi? Ja, ampak? Tukaj gre pa za denar, ne? Pač tam imajo veliko več kapacitet, da plačajo delavce. In je tudi neka nova izkušnja, oddaljena dežela, vse to. Tukaj imam napisan, da s tem, ko se lotevaš raznoraznih del, bi rad izkusil vse te družbene položaje, vse to, kar se počenja, pobira, da pobiraš neke informacije od teh stvari, ki jih počenjaš, ki ti kasneje lahko pridejo prav, bodi si v igri ali pa tako v življenju. A sem kaj falil? Ali... Ne, to je res. No, mislim, ne bi jaz prav se izrazil, da te neke različne položaje v družbi, ampak tako, neka ta različna dela pa definitivno. Bi kdaj sprobal biti natakar, definitivno. Po tej pauzi na farmi boš poskusil na sprejemcih za AGRFT. Ja, res je. Ker to je tak spolzak načrt, verjamem, da ti bo uspelo, ampak kaj pa če ti ne, imaš B plan? Ampak jih je več B planov. Še to se mi je zdaj zanimivo v zvezi z gledališčem. Za letošnjo leto imaš cilj, da si boš pogledal vse gledališke predstave v Sloveniji. Ja. To se mi zdi
zelo zahteven cilj, Je ker je teh ambiciozen. predstav ful veliko. Res je. Jaz verjamem, da ne bom vseh mogel pogledati, Ja. ampak si bom pa probal čim več. Zdaj, naprimer, se mi zdi, da sem 2 predstavi v zadnji, kar se tiče premiere, mogoče 3, pa je to že tudi kar v redu. Zdaj ima naprimer 12 dni zapored, grem vsak dan v gledališče, ker je pač toliko bilo premier v zadnjem času. Ampak ja, ne, jaz itak ful uživam v tako gledanju predstav. Ali so dobre, ali so poprečne, ali pa slabe. Se mi zdi, da lahko iz vsega nekaj izvlečeš. Predvsem iz dobrih, seveda, ampak tudi ne toliko dobre je treba gledati. Dobro, no, pa deva spregovoriti malo nekaj besed o tvojih potovanjih. Poleg vseh teh dejavnosti, s katerimi se ukvarjaš, pa karkoli delaš, si vzameš še čas za potovanja. Res je, da je to ob tvojem prostem času, verjetno med šolskimi počitnicami, Ja. verjetno gre to za poletne počitnice. Ne? Ja. Ja. Bil si s Francetom, s tvojim bratom mlajšim, sta bila v Berlinu, Amsterdamu, Hamburgu, to si bil sam. To je bilo že kar let nazaj. Ja. Imaš kakšno zgodbo iz tam? Ja, imam seveda. V bistvu to, Hamburg, nisem bil v Berlinu, Amsterdam sem bil sam, ker sem bil po prvem letniku. Tam v resnici nimam zgodb. Ja, v bistvu tudi iz Berlina, ker sicer so se imela super s Francetom, ampak ne bi pa rekel, da je bila kakšna prav taka, da za... Sočna, recimo. Ja, ni bilo kaj sočnega. Je tudi kaj, kakšna druga pride vmes, boljša. Potem pa lansko leto sva se pogovarjala, ker sva se videla v 3. letniku, ker si prišel iz Kamina Dam, si mi povedal veliko zanimivih stvari, pa bi mogoče se lahko pogovarjala zdaj o Kaminu, kako si šel s kolesom, potoval si s temle kolesom. Ne, to je bila letos, to kolo je bilo letos. Letošnje kolo? Ja, lansko kolo je bilo pa, to je tudi sposojeno, nimam jaz toliko denarja, ampak lansko kolo je bilo pa eno malo bolj predelano, pa tako ne toliko v dobrem stanju, na pol gorc, ampak s tako lebelanco, tako da tam je tudi bolj hrapav teren, kako se reče, makedamast teren. No, dajva spregovoriva o Kaminu. Okay. Ja, torej Camino, to je Camino de Compostela, ki vodi od Francije do čistega zahoda Španije. 830 km pot. Ja, res je. Šel si z avtobusom, Flixbus. S Flixbusom do Bordeauxa, ki je na zahodu Francije, ampak to je bilo itak, Flixbus ima vedno komplikacije. To je že do tja 30 ur potovanja, zamujaš 6 ur, torej 36 ur potovanja, in pa sem imel neke vlake, ki so tudi zamujali, in sem mi zdi, da ob 5 popoldne prišel v Saint-Jean, ne znam tega izgovoriti. Pied-de-Port. To je eno tako čisto majhno mestece na jugu Francije. In tam se začne ta Camino Frances. Celo si odvozil, celo sem odvozil, pa še pol malo naprej. Zastavil sem si 16 dni, toliko imam časa, da jaz to naredim. 16 dni za 830 km, to se pravi v bistvu 50 na dan. Ja, to je bil moj plan, ampak jaz nisem, ker to je bilo prvič dejansko, da grem kolesariti. Enkrat sem prej več kot 100 km naredil, ampak v enem dnevu brez prtljage, drugače pa nisem nikoli za res full kolesaril. Pa sem pa v bistvu naredil celo pot v 7 dneh, torej je bilo 120. Nad pričakovanji tvojimi, verjetno? Ja, zelo nad pričakovanji. 100 km na dan. Ja, še malo več, kar je bilo, pa full sem užival. A to je v celoti makadamska pot? Ni. Je, ampak ni. Če greš s kolesom, ni, če greš peš, je. Zaradi tega, ker eni deli so še tako neke stopnice, pa to pa ne moreš tega čist. Koliko je to vroče? To je napolno vroče. To pa res, ampak jaz full uživam v tem. Če ti čist pripeka, jaz sem imel tako temno kožo takrat od tega sonca, ožgano čist. Ja. In pa se mi je luščilo prav v kosih vse dol. Ampak kjere ure si pa vozil? Si vozil jutranje, večerne ure ali kar opoldne? Takrat to imaš narejeno tam, da v bistvu ti spiš v nekih teh hostlih oziroma za pilgrime, torej za te romarje, in moraš iti spat ob 9. Takrat se vse luči ugasnejo in ne moreš nič drugega. Kaj, eno gasne luč in to je to? Ja, pač taka so pravila tam. Ja. In zaradi tega je super to, ker od 9 spiš do 6 zjutraj. In si spočitek. Greš ob 7 na kolo in pa ne vem, ko sem bil lačen, sem, ne vem, kak je 2 ali pa kaj tacga, se ustavil, sem si skuhal juhce une iz vrečke, pa kak kruh pojedel, pa sem pa pišil naprej in se pelil, dokler sem imel
čas. Veš kaj, a si kakšne torbe imel dodatne na kolesu, na Ja. levi, desni strani, spredi, zadnji? V zadnji 2 torbi sem si sposodil od strica, Ja. ki je to v preteklosti delal. Imel si šotor verjetno, pa še Ne, takrat ne, letos ja, ker sem šel. na kaminu nisi imel šotor. A ja, nisem imel, spal ker si sem v v teh teh hostlih, Ja, ja. okay, ja. Tako da v bistvu 2 torbi v zadej, kar ni veliko prtljage, imel sem pa ta nek plinski gorilnik, pa to sabo, pa tukaj še eno tako torbico od spredaj. A na tej da poti je dosti trgovin, da lahko sproti kupuješ hrano, ali moraš prevažati hrano s sabo, ne vem, kako dolgo. Tako, skoraj da vsak dan je kaka. Naprimer, če bi hodil peš, verjetno ne bi bila vsak dan, ampak ko greš pa s kolesom, pa prečkaš po 2 mesti na dan, a ne, ko greš dosti hiter. Je bila kakšna nevarnost kdaj na tej poti, kakšna situacija taka, Ja, v bistvu je bila. ki te je bilo strah ali kaj je to? Ko sem jaz to kamino končal, tam v Santiago de Compostela, v mestu Santiago de Compostela, ko se konča ta kamina in sem bil jaz tako, ok, gremo še naprej. In sem šel še delati portugalsko kamino, torej da bi sem šel pol do Porta, kar je pač na... Čak, to je 830 km plus še kaj si šel. plus še to, plus še Koliko si še pol šel? 350, pa kaj takega. Čez 1000 je pol bilo vse skupaj. Ja. No, to sem šel še pol dol, ampak tukaj je pa malo manj teh hostelčkov, pa tega, ampak vsem veliko ljudi hodi na to pot. In se mi je enkrat zgodilo, da pač jaz nisem mogel biti v hostlu in sem šel na eno plažo spat in sem si tam že vse to postavil. Vse si naštimaš, ja. cak, cak. Sicer brez šotora, pa sem videl nekega gospoda, ki je bil v tej moji, kjer sem imel Armaflex pa te stvari zložene in je bil tam stav, ker sem šel jaz. Kaj v tej tvoji? Mislim, tako pozabil sem da povedati, tak bunkerček je bil narejen iz rastlin pa tega. Zavetišče. malo. Zavetišče pred vetrom, ker tam zelo piha. In vidim, da je nek gospod tam, brez majice gor in jaz sem tako, šit, kaj je to? Ker sem glih nek kolo sem pelil parkirati, ali nekaj tacka je bilo. Koliko daleč je to bil stran? Mislim, Da si predstavljam, jaz si ne pa... to je bilo pač ta neka Zavetišče, bunkerček, zavetišče, on je stal noter, jaz sem bil 100 metrov stran in sem hodil proti temu svojemu bunkerčku in tako se obrnil stran, njega ni bilo več tam in pa sem ga, ker sem šel še vodo iskati ali nekaj tacga, videl, kako je drgal v enem grmu in me gledal stalno in pa, ko sem ga tako gledal nazaj, ne, enkrat sem slišal, da se more čudake gledati v oči, ne, da moraš biti čuden nazaj. Moraš biti pogumen. Pogumen, res je, kaj se je korajžen. Ja, nič sem gledal in on tako gleda mene nazaj in pa gre stran in tako sem mislil, ok, šel in spet prije nazaj in me gleda. Jaz sem bil pač, me je bilo res strah, nikogar ni bilo več na plaži, ura je bila videl, že... kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Ja, ne, 9 zvečer. Prihajala je noč, Točno tema, ne, in zdaj kaj zdaj s tem, ja. Ja, Kaj se je zgodilo potem? jaz sem ga pa se začel dreti, da pejt stran, kaj je to, zakaj me gledaš in tako, a veš, kaj, ne razumem. Pa sem se drl neki dan, pa se je počasi pobral, na srečo sem imel varno noč. Ko sem delal malo tega researcha, veliko situacij imaš recimo, ko te je nekako tako strah, pa ko te je res strah, kličeš ali brata, ali pujo, ali tako, ne, iz šotora, ali pač neke situacije so pač, ko te je strah, ne. Ja, je res, mislim, ne bom lagal, pač mene je včasih res strah, predvsem teme, to je neki, po mojem otroštvu se je zgodilo, da me je teme strah in pa se probam prestajati neke izzive, da bom pač sam po noči taval ali pa kaj takega. In letos, ko sem bil s kolesom, to sem bil pa s tem kolesom na Sardiniji, sem pa prvič tudi šotoril sam vzunaj na prostem in prvo noč sem si nekje postavil na eni ful lepi plaži. Vse je bilo tako lepo, nekaj tam čist na enem majhnem otoku zraven Sardinije so neke plaže znane, ki imajo neke skale posebne. Hej, oprosti, a tam te ne preganjajo, če spiš na plažah? Italiji ne. Italija je popolnoma legalna za spanje kjerkoli. Ok, nadaljuj, ker tam naprej. No in sem si postavil šotor in začne ful pihati. Res začne pihati in mi skoraj šotor odpihne, ker nisem imel nič noter, ga pograbim in ga ne. Pa sem tako, ok, ga prbijam, vse noter, naložim svoje stvari, grem v šotor, skoraj že grem spat, ura je sicer bila tako 7, ampak sem bil res zmatran.
ker sem bil na prejšnji dan na trajektu, pa pač sem bil tako, ne morem biti v takem vetru, da nekaj odnese ali pa kaj takega in vzamem jaz ta šotor in pač ga sestavim in ga sestavim na nekem zavetrju v glavnem. Nisem pa vedel, ampak blizu tega so bili neki drugi ljudje, ki so imeli avto ali avtodom, no v glavnem so tam bili parkirani in jaz grem spat, to je bilo pa že kar 10 ur zvečer, ker sem se veliko stvari sem mogel že narediti vmes, pa se je že čas zavlekel in grem jaz spat in spim, komi sem sicer zaspal, ker sem bil čisto prestrašen, ker je to piha, pa glih sem bral, da v unem območju je ful divjih svin letos bilo. In divje svinje grejo na hrano vedno, jaz sem imel pa ful hrane s sabo, ker je bil še prvi dan. Sicer sem si vse zvil, pa da ne bi bilo kaj problema, ampak me je bilo vse strah in zaspim. Bila je noč ti v šotoru, odzuni na polno galama. Ja. In pa se čez kakšne 2 uri zaradi tega vetra zbudim in sem tako, jaz ne morem nazaj zaspati, ful sem imel nek tak bad feeling. Tesnoben? Ja, tesnoben občutek. In najprej kličem očija, kao to, da jaz ne morem spati, da zdaj sem tukaj na neki plaži, sem povedal, kje sem, pač za vsak slučaj, če je bilo kaj narobe. Pa se posloviva, pa sem še pujal malo punco klicu in pa sem se pogovarjali, sem bil tako, jaz moram iti na WC, ne, kakat me je prijel. Jaz tako, kaj pa če grem zjutraj, ne, moram iti zdaj. In sem šel kakat in jaz prijem ven, ima neko ful močno luč, res ima neko ful dobro in vidim tako 50 metrov stran ogromno mačko. Res je bila ogromna mačka. Tako, kot neka puma je izgledala. In jaz tako, kaj je to zdaj? Pa se vem, da tukaj ni nobenih teh nekih mačk divjih, še risov, po mojem, ni tukaj. Jaz ne vem, kaj je to. In sem hotel biti racionalen, to nič ne bo bed, vse bo v redu. In sem tako, grem pa jaz proti njej. In grem jaz proti njej in vedno bližje sem prišel, vedno je bila večja. Senca njena je bila še večja. In jaz prijem zraven njej in vidim, da je bila neka hišna mačka, ki sta jo imela 2 soseda od avtodoma, ampak sem se tako prestrašil, srce mi je čist nabijal, ampak pač izkušnje. Pol od tega naprej sem bil v kempih, tako da si nisem več upal, ampak mogoče na naslednjem potovanju. To se pravi, zdaj so preskočila iz Kamina na kolesarsko popotovanje v Sardinijo, na Sardinijo. Kakšna je bila razlika med Kaminom in med Sardinijo? Kakor jaz vem, si imel blazne težave letos na Sardiniji, ker si imel gumidefekte, defekte na kolesu. Ja. A si se pripravil kaj na to pred tem, da si se zverziral za popravilo tega, za zamenjavo tega, ko si sam? A si imel rezervne zračnice s sabo? A si bil pripravljen na to? Ja, rezervne zračnice sem vedel, da moram imeti. Moj stric je šel leta nazaj, isto slučajno, sposodil si je neko specialko in šel prvič specialko isto na Sardinijo in je imel tudi veliko problemov s tem, ker je veliko makedama tam. In zaradi tega sem bil tako, bom imel 4 rezervne zračnice s sabo. V resnici pa ne vem, če sem kdaj pred tem že menil zračnico, sem se tako zdaj naučil. Ampak je bilo res grozno. Drugi dan po tem dnevu s to mačko, po tej noči z mačko, po 5 minutah vožnja ena guma poči, zamenjam zračnico in po 5 minutah spet ena guma poči. Seveda, ker si imel verjeten igelco, ali ne igelco, nek žebliček, nekaj si imel v plašču. Ker si je bilo, veš, tako makedamasto je bilo ful, pa v zadnji ta prtlaga in je bam, nabijal in mi je tako kače pregrizano. Pač ta kovina je počela gumo. Sem imel pa tudi še hujše težave, plašč se mi je strgal, ker sem se enkrat po makedamu pelil in pa sem ga z duct tapeom moral zalepiti, da je lahko sploh sem vozil. Pa mi je klele tale bremza, oziroma ne, tale za prestave se mi je obrabla in se mi je strgala.
sem kličal enega prijatelja, ki mi je prejšnjo leto posodil kolo, Martina, v Ljubljano, kaj ne zdaj naredim, sploh ne vem, kaj je narobe. In povedal, da je tako kao neka bunkica noter, ki jo moram ven povleči, pa čez celo kolo je napeljana žica, ki jo moram ven povleči, ampak da on ne verjame, da meni to rata, da je to ful prezakomplicirano, da se te serviserji matrajo s tem. Na srečo pa grem jaz v Decathlon, tako zraven Decathlona sem bil, kupim in mi je dejansko rato popraviti. Tako da zdaj sem v bistvu zvrziran v tem popravljanju koles. Me je naučila to ta sredinja. Osnova je, da če kolesariš, če potuješ tako sam, pa če si sam, je osnova, da si znaš zamenjati zračnico. Te osnovne, pa da si znaš zamenjati bremze, pa tako ne ostalo, pa že bolj za na servis. Ja, se. A imaš kakšno zgodbo še iz Sardinije? Vem, jaz imam kaj napisano eno zgodbico, da si enemu starejšemu paru si prosil, če lahko spiš v šotoru in potem kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu to je bilo zaradi tega, ker si nisem upal na prostem spati, pa sem bil v nekem full gorskem mestu, se mi zdi, da najvišje nadmorske na Sardiniji, ful lepo mesto in grem do neke hiše in sem tako, ker sem imel velik vrt, če bi lahko se jaz tja naštimal, da ne bi kar tako spal. Pa se rekel, da lahko, da sicer najprej so bili tako skeptični, pa da lahko in sem si postavil šotor, pa to in gospod je videl, da sem si popravil ta plašč, ki mi je istega dne crknil in je šel v svojo delavnico in mi prinesel nek plašč svoj za gumo, ki mi je bil prav pač na to in se pa lunga uporabljal, sicer pa je tudi crkno, ampak ful je bil prijazen, sem šel že spat in mi prinese ta gospa, ki je pač tam živela, mi prinese neko hrano, neke pečene krompir, pečene bučke, melancane, sir, ful prijazno, neke pite, super je bilo. Ful sem imel dobro izkušnjo z ljudmi nasploh. Koliko si bil časa na Sardiniji? Nedolgo, se mi zdi, da je bilo 14 dni. 14 dni si bil? Ja. Nisem imel pol časa več, ker sem imel druge obveznosti poleti. No, potoval si pa pol tudi še s Pujo, ne? S punco sta šla na Škotsko. Ja. Lahko govorijo o Škotski, kaj je zanimivega. To pa milijon časa bilo govorijo, ampak je super. Izpostavi Ja. Skozi dežuje, ampak je res lepo. Mislim, tako je lepo. Enkrat sva spala v nekem razdrtem gradu, sva si šotor noter postavila in razgled je bil genijalen. Tako direktno na morje, vse tako lepo. Enkrat je pa tako lilo, res je lilo in nisem mogla spati v šotoru in sva našla slučajno eno bothy, se reče, takim kočicam, ki so za planince, za stonske kočice in sva šla tja. In na nekem klifu se je dol videl morje, opazovalnica nekih teh kitov in sva tudi veliko ljudi spoznala tam in smo se imeli ful dobro. Cel dan smo bili skupaj in preživeli. Tako da super izkušnja. Zanimivo mi je bilo tudi to, da sta imela probleme s tem, ker nista bila stara oba 18 let in nista mogla nekako uporabljati hostle, razne bare, lokale in tako. Tam je tako zelo striktno, bolj kot tukaj, ne? Mislim, te hostli, to kar neki, še bolj kar neki, pa da ne smeš iti v lokal, kjer strežejo alkohol, če si mlajši od 18 po 9 uri zvečer ali po 8 uri zvečer. Torej, v jazz club so hoteli iti in niso spustili. Kaj imam še eno, pri postavitvi šotora, to na Škotskem, so vaju napadle neke mušice, midges, in ti si jih imel 200 po obrazu, mislim, kaj? Še več, po mojem. To so take mehne žuželkice, ne vem, če so žuželke, ampak neke te leteče mušicice, ki pa te grizejo, v bistvu grizejo in pa imaš take izpuščaje. Pikajo. Ne, sej. In to so prav značilne za ta Škotska, pa zdaj se tudi selijo dol v Anglijo, ampak grozno, res, tako jih je veliko in grejo ti v šotor in pol sam ne moreš spati. Če pa je dež, jih pa pol ni, tako da mi da so bila v deževnem delu, tako da večino časa jih ni bilo. Škoti veljajo za škrte in varčne, a je to resnica? A so Gorenci to? Ne, v bistvu ne. Ful so bili prijazni, ker so štopali veliko. Kako so domačini vaju gledali, ker sta prihajala iz juga Evrope, iz Balkana? A sta občutila kakšno naklonjenost, stigmo
Je drugačno v obnašanje. bistvu presenečenje, da dejansko vejo, kje je Slovenija in da tudi so vedeli tako neke za te vojna v Jugoslaviji, pa to, mislim, ob razhodu, pa koliko časa je bila Slovenija v vojni. Tako, čisto sem bil presenečen glede teh stvari. Drugač pa ne, nasploh. Treba omeniti tudi to, da sta hodila na štop. Ja. Škotsko sta preštopala. Kako to zgleda, recimo, kaj? Ti dobiš štop in potem kaj? Ja, v bistvu res, tam tako hitro dobiš štop, sploh na teh otokov, tem, ki so bila, mi da so se specificirala za Isle of Skye in so šla tja in v bistvu kamorkoli po 5 minutah dobiš štop, ali dežuje, ali ne, čist super. Razen enkrat sem imela problem, čist na severu Škotske, v Inverness, eno mesto, ki so pa štopala in sem nihče ni ustavil. In so tako dolg časa tam čakala, da je bila ura že 10 zvečer in so šla spat na neko parkirišče, ker sem nama nihče ni ustavil. Tako da ja, tisto je bila edino malo slabša izkušnja. Drugače pa vse super. Ful naklonjeni temu. A raje potuješ sam ali v dvoje? Mislim, raje. A je lažje potovati sam? Ja. Verjetno ja, ne? Ful lažje. Sam se odločam, ne rabiš kaj se prilagajati. Pa to. Edino ni me Drugače. strah, če je v dvoje. To je, naprimer, če bi spal, kjerkoli sem lahko spal na Škotskem, ker sem pač spujal, sem tako, da imaš nekoga zraven, tudi če je te drugo osebo strah, je vedno lažje, če je še nekdo s tabo. Tako da iz tega vidika lažje z nekom drugim, drugač pa sam. Kakšen budžet sta imela potem? Koliko je to stalo, recimo, ta izlet? Jaz ne vem, koliko je stal, nisem Jaz hotel. vem, koliko je stal. Res. Mislim, okvirno To vem, kaj je Puja rekla, to ni res. Jaz nisem toliko zapravil, ne mogoče. Se tudi to, kar je rekla, se mi zdi malo. Govoriva o 800 Ona evrih. pravi, da je 800 evrov, ja. saj jaz ne verjamem. Meni se zdi, da je bilo manj. Še manj. Ja, definitivno je bilo manj. Ampak, no ja, 800 evrov, kaj recimo, da je neka bila okvirna. Načeloma večino od tega je šlo za neko opremo. Ne večino, veliko je šlo za neko opremo, za same jakne, pa šotor, pa spalke, pa take stvari. Mislim, načeloma se probala čim manj zapravljati, si kuhati makarone, pa take stvari, da ni šlo veliko denarja za to. Ampak je pa draga, cela Velika Britanija, zelo. Bila sta pa tudi v Londonu, ne? Čisto razočaranje. Ampak so bila... Zakaj? Ker niso bila primerna za London. Mi da so bila s temi ogromnimi ruzaki, ne, pa vsi so tam pa zrihtani, pa kao City, hotela sve iti v ta National Gallery, pa naj sploh niso spustili zaradi ruzakov, kar neki, glavno, komplikacije. Vse je tako malo fake. Dova trčila malo v tvoje osebne stvari. Dobro. Osnovna šola, otroštvo in to. Ja? Okay? Dobro. Deva začeti s tem, nikoli te ni zeblo. Kar pomeni, da si bil oblečen, bila je zima, ti si bil v kratkih hlačah, vzunaj ste se kepali ti v kratkih hlačah. Ja. In to je šlo tako daleč, ne, da je celo v 9. razredu osnovne šole ti je takratna razredničarka hotela dati ukor, ker nisi bil primerno letnemu času oblečen. To pa čist možno. Jaz sem sicer to pozabil, Ja? ampak ja, ne, saj sem to tudi pol naprej v prvem letniku furu. A to kle pri nas? Ja, na Poljanah, da sem pač mene ne zebe. Se me res ni zebel, pač se lahko privadiš na to, pa se mi zdaj tako malo cool, da tudi nisem oblečen. Torej, te ne zebe ali to bolj furaš, da si tako... Ne, zdi se mi, da če bi zdaj naprimer se odločil, ok, to zimo me ne bo zebel, da bi se zdaj prvajil, me da tudi se ne bi več. utrjuješ, ja. Ja, to malo se moraš utrditi, pa gre. No, potem druga taka stvar, ki lahko omenjava, je to, da si bosonog. Ne? V glavnem, redko si imel poleti kakšno obuvalo, kamorkoli si šel, si bil bos, nogomet si igral bos, po mestu si hodil bos, na Rožnik si šel bos, v glavnem, celo poletje si bil bos. In pri športni vzgoji, ko je treba kaj teč, kaj resnega odteč, tudi rajš bos odtečeš. Vedno. In moram povedati, da odtečeš za 5, gladko. Bos. Ja, v bistvu se mi zdi, da ne vem, to, ker sem bil mlajši, pač jaz sem tabornik načeloma, velenski rod, tabornik po očiju, in smo zelo zgodaj začeli hoditi na ta taborjenja in pol tudi tam nekako je to bolj narava, pa
vedno smo se igrali, pa sem bil boss, pa sem to tudi kar malo obdržal. In se mi zdi, da se ti mora tudi stopalo utrditi, širše je stopalo, bolje zdravo stopalo, če si boss. In ko je utrjeno, pa je itak vse v easy. Pa ne vem, nikoli mi niso nobeni čevlji dost prav ali pa dost udobni, da bi tekel v njih, sploh pa nima nobenih športnih čevljev, tako da najlažji boss. Najbolj naravno. Tudi danes na snemanju si boss. Ja. In jaz sem solidaren s tabo, tako da smo oba zdaj bossa. Imam pa od vseh teh zgodbic iz tega otroštva, imam pa nekako občutek, da ste kot otroci odraščali v nekem okolju, ki spominja, vsaj meni, jaz sem dobil prvo asociacijo, ki spominja na nek mali geto. Ja? Veš, veliko je bilo nekih pretepov, neugodnih uličnih situacij, nekega buljanja, nasilja, različnega nasilja, nekaj tudi nožev, nasilnih vrstnikov, vse skozi neka frka, neko nasilje. Ja. Kako bi to komentiral? To je šiška, ne? To je šiška. Prav sem hodil na neko Richarda Jakopiča šolo, ki ni tako znana potem. Ja. Se vsem pozna, da je to šiško, pa jaz tudi rad izzivam, mislim, rad provociram. Tako, če mi kaj ni v redu, povem, ne? Pa vprašam, zakaj pa to, zakaj pa to, zakaj pa to. Pa nekdo reče, kako te bo nekdo na gobec, ali pa te nekdo na gobec udari. Ne? Ampak to je tako, to sem bil mlajši, pa se mi zdi, da je čist prav, da sem videl, kje so meje ljudi, ker se mi zdi, da so včasih neumno zastavljeni. Dobro, zdaj ne bova šla čez vse te situacije, ampak neke glavne bom pa kle omenil. Ja, veliko je bilo tega nasilja, tega buljanja. Nekoč so ti, ne vem, kaj vrgli neke čevlje v smeti, bil si velika tarča, ti si se pa verjetno operal temu. Ja, točno to, nisem hotel biti jaz take zgubi. In veliko krat si bil udeležen v pretepih, seveda si rad izzival in sprovociral druge na polno, pri tem si užival. In jasno, nisi se bal biti pretepen, mogoče, da imaš nadpoprečen bolečinski prak, ali oziroma tega sploh nisi pokazal, da te boli kaj. Ja, sem se trudil. Mogoče to. Ampak bila je ena situacija, ko si dobil nek udarc v vrat, v glavo ali nekaj to in nisi mogel dvigati glave. Ja, kaj je to? Ne vem, tako, bil sem pri pouku, ne, in neki, takrat ne vem, če sem sploh kaj. V šoli? Ja, v šoli je bilo, v razredu. To pa ne vem, če se ne spomnim, da bi jaz sploh karkoli izzival. Sam je bil pač en ta sošolc, ki je bil malo bolj... Neprilagojen, v redu, ja? Ja, in me je udaril po vratu. Z roko? Ja, z roko, ali s komolcem, ne vem točno. Ja. In pač sem se zabil in nisem mogel premikati. Pa so me na urgenco peljali, čez par dni je bilo boljš, ampak ne, nek hekšen čusa, pa kaj tacka. Zanimivo mi je bilo tudi to, recimo, da si se dost tako... igrali ste kot otroci, koliko ste bili stari, 10 let, pazi, 10 let stari otroci, ste igrali nogomet tam in pridejo starejši, neke omare tam igrati nogomet in so hoteli tam male pomesti dol z nekega igrišča in ti nisi hotel iti dol, ne? Ja, ne, ni to fair, ne? Ti sam proti omaram, ne? Na koncu so te mogli odnesti dol. Ja, mislim, tak to so bili... uporniški, tako, ne? Ja, pa to so bili neki ljudje, ne vem, stari 20 let in oni so prišli in 10 let nekaj dol med tam. Meni se je zdaj to glupo, mislim, kdo so oni? Kao zmaga močnejši, zmaga, meni se je zdaj to čist vedno sporno. In pač itak, da sem moral malo. Pa še to, bi se tudi to, zbil te avto. Ja. Kakšne so le posledice? Nekaj kle imam napisane nekaj o zobeh, si zbil ja, zobe. Ja, v bistvu T3, vse je razbite. Umetni so, ne čist, ampak večinsko umetni. En je čist mrtev. Kaj pa bilo sploh, da se... Ja, ok. Čist je bila moja krivda. Ja. Peljal sem se iz treninga s kolesom po napačni strani, po neprednostni cesti, na stop znaku nisem pogledal čez cesto in me je sam pač avto zbil in me je razbil to. Pač njemu je bilo itak ful žal, ni me tožil, ali pa kaj, me je bilo tudi malo bad, I guess. Takrat predvsem me je bolel. Ne, ja, to so bile te kakšne neumne odločitve. No in tudi v tvoji prejšnji osnovni šoli, kot sem prepričan, da tudi na gimnaziji Poljane, si bil zelo prepoznaven, a ne? Kot učenec, pa tukaj si prepoznaven, enako si prepoznaven tukaj kot dijak. Mogoče bi šla zdaj v to tvojo osebnost, ne? Kakšen karakter mogoče imaš, pa da nadaljujem, da se navežem, da naredim most do neke teme. Tukaj imam napisan, da si pač trmast, pa da si ekstravertiran, to se pravi, da si rad nastopaš, pa da si naravnan tako navzven, da si tudi prijazen, da si zavzet, da si vztrajen, vse to, tudi odgovoren za določene stvari.
da imaš čut za pomoč, pravičnost, solidarnost, skupinskega duha, ne maraš sovraštva drugih ljudi, čeprav si tudi sam včasih velik hejter. Ja, Ne maraš neambicioznežev, verjetno lenuhov, lenivcev, pasivnežev in tako. Ne maraš introvertiranih ljudi. a to ste. Se to sploh ni bistveno zdaj. Yes. Si tudi vzpodbuden, si prepričljiv. Kakšen je Voranc, ko ne glumi, ko ne igra, ko sname masko, ko si ne prizadeva za pozornost? Kakšen je normalen in pristen Voranc? To je vse pristen Voranc. Meni se da, ne vem, kaj bi čisto odgovoril, ampak vse to je del mene. Včasih sem v kakih situacijah bolj prijazen, včasih sem manj prijazen, definitivno glede na okoliščine pa druge ljudi, kako se obnašajo. Ampak vse to sem jaz. Velikrat se ponavlja tole, da zelo rad provociraš, izzivaš, dražiš in uživaš v opazovanju reakcij drugih ljudi. V bistvu, zakaj to dražim rad? Ja, nekako je s tem vidiš, do kje pride nek človek, kako se pokonektava. Kje so njegove meje? Ja, ampak niso vedno to samo meje. Včasih je samo tako, kako se odzove človek, kak je on. Mislim, včasih so meje na isti liniji, pa so eni ful bolj odprti, ali pa so eni ljudje ful bolj, ne vem, dojemljivi za ene stvari. Pa imajo, zdi se mi, da je pomembno, da imajo ljudje, ki nečesa ne marajo, dobre argumente, zakaj nečesa ne marajo. Ali pa dobre argumente, zakaj se tako obnašajo. In pač jaz probam včasih ugotoviti s tem provociranjem, zakaj tako nekdo misli, ali pa zakaj se tako obnaša, ali pa zakaj je tako, kakor je. In s tem definitivno velikrat izpadem žaljiv ali pa kaj, ampak načeloma ne bi rekel, da je moj primaren namen koga užaliti ali pa prizadeti ali pa kaj takega. Tukaj bi lahko omenil, da si želiš tudi argumentiranega prepira. Pa jaz se zelo bitko nekih argumentov in da si tudi zelo dober v argumentiranju zadev. Jaz sem rad, da so ljudje strastni glede stvari, ampak strastni na racionalen način oziroma na nek način, kjer razmislijo, zakaj pride do njihovih mnenj. Zelo rad imaš tudi divjaški stil življenja, rad si umazan, čist kult je, da se mogoče tudi po par dni ne stuširaš, potem recimo, da hodiš bos. Všeč ti je to, no? Ja. Všeč ti je to. Odkje imaš take ideje za to naravnost, za to divjost, za to sproščenost, za ta minimalizem? Po mojem je nek ta taborniška stvar. Ja, pa ta narava, pa to me vzburja. No ja, pač tako, zanima me vedno to, kaj pa če nismo v teh družbenih normah, kaj pa če nismo po regalcih, zakaj pa moramo biti po regalcih. Pa včasih izpade stvari, ki jih naredim kot sama neka provokacija za svoj namen provokacije, pa se mi zdi, da včasih pa ni čisto res. Ali mogoče veliko teh stvari izvajaš zaradi tega, da si pridobiš pozornost? Jaz imam dosti pozornosti drugače, tako da ni zaradi tega. Ok, pogovarjali se bomo o nekih zanimivostih, nekih fun faktih in ravno kar sem slišal zadnji fun fact in to je, da imaš 6 strani napisanih nekih imen, ki jih... Ne imen, opisov ljudi, ki jih ne maraš. Kaj? Ja, tako malo je pač vse narejeno popolnoma v joku za neko stvar lani na Poljanskem odru, ampak mislim, se z vsem tem, kar on piše, strinjam, ampak tako v nekih majhnih dozicah. Naprimer, razumem, zakaj mi te ljudje lahko bi šli v nekih situacijah na živce. Pa ni tako Uroš Bizil napisano, ampak je tako napisano, ne vem. Bizil Uroš je napisano. Ne vem. Tako, ljudje, ki vstajajo pred 5 uro, čeprav jim ni treba iti v službo. Ok, no, da greva, recimo, klele imam jaz veliko takih stvari, pa bo štartala, klele mi je tvoj brat dal eno, strah te je tuje krvi. Ja. Če teče tuja kri, kaj, te je strah, omedliš, neprijetno ti je, ali kako, kaj? Me tesnobno se začnem počutiti, se mi zdi, da grem na boljše s tem, ampak to je bila najbolj taka konkretna situacija. S Francitom smo bila na nekem taboru šolskem, tam gor, od Plenice gor v en hrib smo šli in je on na nekem tem lesenem ležalniku sedel. Si odščipnil? Del prsta. Mezinca, ja? Videl se kri in
mi kost in kri je tekla. Jaz sam nisem mogel, ne vem, v krogi sem začel teči, pa se tako, interno me noter boli, grozno je. Ok, drugi strah. Strah te je grozljivk. Ja, to je Še vedno, po mojem kot dosti otroka. podobno. V bistvu sem eno grozljivko gledal v življenju, pa niti to nisem do konca. Dejansko res te je strah. Tako? Ja, res me. Ne morem iz tega, ker ne bom mogel spati. Zakaj bi si to naredil kdo? Res, ne, ni šans. Ok, greva na naslednjo. Kuhanje, zanima te kuhanje. Zelo rad kuhaš. Ful. Odkje kuhanje? Enkrat sem bil sam doma, ker sem bil 6 star, ali nekaj, ker sem bil bolan, pa oba da sta imela vaje starša, pa nobene varuške niso bile na razpolago. In sem si moral skuhati, ker nismo imeli nič za jesti. Neko rižoto sem si naredil, sem bil z očem na telefonu, kaj moram narediti, to. Pa je bilo to čisto v redu, ta rižota, edino malo sem je premalo solil takrat. Pa je v bistvu to neka eksperimentiranje, to vedno to kuhanje. Se mi zdi, da lahko nikoli ne delam po nekih receptih. Neskončno je kombinacija. Ja, pa celo povezuje se z umetnostjo. Ajde, kaj je tvoja paradna jed, recimo, ki si jo znaš zdaj skuhati? Kaj najrajš ješ? Recimo? Kaj najraje? Kaj si znaš zelo dobrega skuhati, pripraviti? Pa nek ta cvetača kari, indijski, mi je dosti dober, sem to si zdaj že dolg časa nisem naredil. Pa drugače, ne vem, neke te stvari, ki so fižol imam ful rad, naprimer, pa lečo, pa te stročnice. Najljubša začimba je koriander. Ja, svež. Je ga turiš v vsako jed, sladko, slano, vse. Ja, me je to čisto. Super. Sladice sploh ne grejo, to sem obupen. Ti ne grejo? Ne. Aha, okay. Jaz sem tako že velikrat probal neke sladice. Sigurno znaš. Pa palačinke, ja, pa to ni zares, ampak tako neke torte, piškoti, pite. Ja. Jaz sem tokrat se trudil, da bi naredil dober, nikoli ne rad. Sploh ne razumem, zakaj. Se mi zdi, da je tako, ker je neka ta fora, ki moraš točno tega, točno toliko čakaš za mesec, to mislim, pa gnes, pa to. Se mi zdi, da me to zmede, ker pri kuhanju vse imaš, malo poskusaš, je dober, ni dober, dodam še to, kaj bi lahko še spremenil. Pa tako, kuhanje ima, nisem kot slano kuhanje, se mi zdi, da ima ful več nekih dopušča eksperimentov. Pa mi je tudi veliko bolj pri srcu. Tudi rajši jem slano, kot sladko. Sem pa vegetarijanc, tako da mesa ne jem. Probam pa, ne vem, neki... Koliko časa si vegetarijanc? Kar dolgo se mi zdi, od 3. razreda. Od 3. razreda, ja. Zakaj pa si vegetarijanc? Zaradi odnosa do živali ali kaj drugega? Včasih sem bil definitivno samo zaradi tega, ker pač so se mi smile živali in sem bil tako, ne, živali se ne sme ubijati, karkoli to. A si edini vegetarijanc v družini? France je bil nekaj časa, pa je opustil to. Starša nista? Ne. Oče je bil tudi letos, tako za 2 meseca, pa je tudi nehal za neko vlogo ali nekaj. Pa nima sploh potrebe po jedenju mesa. No in ko so že pri hrani, vem, da ne maraš banan, ne maraš kakija, in zdaj boš razložil, kako to, da še nikoli nisi poskusil jagod. Ja, v bistvu, dobro, banane, zaradi tega, ker pač so ogabne in kaki. Zakaj so banane ugabne? Včeraj sem glih eno pojedel, pa tako sladkasto, kremasto. Pocast, kremasto. Slina se začne delati. To mi ni všeč, kaki, ne vem, ni mi toliko pri srcu. Zakaj pa nisem še jagod jedel? Nisi poskusil jagod. Sem sokove jagodne, žele jagodne, bombone. Nisi poskusil jagod, govori. Ja, glavno, ker sem bil mlajši, pa nekako so mi bile vedno čudne, pa nikoli nisem hotel, pa tudi mi doma nismo imeli nikoli jagod, verjetno so bili na kakih zabavah, pa to pa mi nikoli niso bile dobre, ali pa kaj za probati, ali pa tako. In pol pa sem, ker sem tako v nekem 5. razredu kaj ugotovil, da jaz še nisem nikoli jedel jagod, vsi pa so že jedli jagode, so tako, itak, da ne moram zdaj jesti jagod. In pač še nisem probal jagod. To si pač malo kot fora, malo si se odločil, da zdaj pa ne boš jedel. Ne bom, ni šans. Super. Zelo rad imaš mleko in si ga tudi tako naročaš v lokalu, ali kaj? Res je. Mislim, jaz načeloma ne pijem alkohola, tako da si pol, ko si kdo pivo naroči, si jaz mleko. Me je ful dobro okusa, ni to kao to, jaz pa sem mleko naročil, ampak mi je dejansko dober po okusu, tako grem kdaj na mlekomat si iskat, pa natočiti v flašo, tako da rad pijem mleko.
zelo pozitivno me je presenetilo, itak sem to že vedel, ampak tako me preseneča to, da ne piješ, ne kadiš, se ne drogiraš ali zadevaš. Točno to, smo tudi taki Poljanci. Mamice, prosim, poslušajte, smo vzorniki. To je zelo neobičajno in zelo nenavadno, da tega nikoli nisi počel, niti kapljice nisi poskusil, niti dima nisi in tako. Ja. To težko verjamem zaradi tega, ker najstniki vse prepogosto eksperimentirajo, preizkušajo, spoznavajo sebe, odkrivajo in iščejo svoje osebne opojna doživetja. In to ni nič tazga, to smo vsi počeli, ne? Pač vsi smo nekako to odkrivali. Me prepriči, da je to res. Ja, sam ne vem, nisem imel še nikoli potrebe. Ni tako, da sem A kaj še vzrok od zadaj? Pa ne za res, nobenega resnega, se vem, da pač kaj bi pa si že pa popil. enkrat tudi na to temo, ne, tega preizkušanja, pojedel 30 kofeinskih tablet. Ja, to pa. Zakaj pa si jih pojedel? Ja, Zaradi eksperimentiranja. ja, zaradi eksperimentiranja. Pač to je tako, dost velik in pa sem imel ful bruhanja pa tega vsega skupaj. To je pač overdose sem doživel takrat. Dost je bilo slabo, tako da ne tega probavati. Neumna odločitev. Kakšno mnenje imaš o zasvojenosti? Zasvojenostih, ker zasvojenostih imaš več vrsta, ne? Ma, to mi gre na živce. Naprimer, sploh ljudje, ki so od nekih substanc, ki te delajo tako malo bolj omotičnega oziroma neproduktivnega, mi gre to ful bolj na živce. Rajš manj, da nekdo, ki ima mogoče problem z alkoholom, pa kaj, če naredi 2 šota ali pa malo šlukne, se mi zdi, da je ful bolj akcija, to, ok, imamo celo možgan začne bolj delati, pa en folk, ki naprimer ful travo, ki dela karkoli, pa je čist flegma pol. Ampak to je itak od osebe do osebe odvisno, pa sploh nimam nobenih problemov z dejansko konzumpcijo drog. Kot sem že rekel prej, zasvojenosti imamo več vrst. Ja. Ali je Voranc zasvojen z gledališčem, nastopanjem, pozornostjo, filmom in vsemi temi dejavnostmi? Ali si zasvojen s tem? Verjetno do neke stopnje že, ne? A ti te stvari povzročajo užitek? Ja. Rad to delaš? To ful. Torej si odvisnik od tega? Do neke stopnje pa sem res, ja. Prej, ko smo o mleku govorili, sem hotel še eno stvar dodati. V bistvu pa spet se nazaj na hrano pa potovanje navezuje. V bistvu, ko sem bil na Sardiniji letos, sem imel pač te 2 torbi, v zadnji pa še šotor. Sem bil v enem mestu, mafijskem mestu, čist v nekih gorah in tam imajo pa je res dober sir. No, meni je tudi res dober sir. In sem šel tja. Kakšen kravji, kozi? Kozi pecorino. Ja. Ovči pecorino. Okay. Res je, odličen sir. In sem kupil 2 taka hlebca, pa še ene razkosane hlebce take. To si prinesel pol iz... 3 take hlebce sem prinesel od tam. Se mi zdi, da je bilo kaj več kot 10 kil sira. In vse to sem imel pol še nariti, ogromno. Ja, sej, ja. Ja. Obtežitev. Ja. Ti znaš igrati na inštrument, se pravi 6 let si igral klarinet. Znam igrati, je vprašljivo, ampak. In France, tvoj brat, igra violino. Ja. In kakšne izkušnje imata za igranjem na ulici? Jaz bolj slabe, on pa odlične. Mislim, ko smo bili v Zadru, smo bili enkrat z družino, ki sta starša delali nek projekt poleti in mi da nismo imeli kaj čez dan za delati. On je bil 3. razred, jaz pa 5. razred, se mi zdi. In France je imel violino slučajno sabo, ki je bil na nekem taboru. In si prišel na idejo? In so prišli na idejo, pač, da bi šla na ulico in bi pač on igral violino. In so šla na ulico in je on igral na violino in se res je veliko zaslužil. Takrat sem pač, ker sem bil jaz skozi njim, pa mu tako neke te stvari nosil, pa to smo se pa zmenili, da kao jaz dobim te polovico od njegovega, ker so se vsem skupaj to delala. France vam bo zdaj povedal, če ga vprašate, da to ni bilo fair, takrat je bilo sicer drugače, ampak in pa se, ne vem, enkrat so kupila za celo to igralsko ekipo hrano, zaradi tega, ker se nam je zdelo tako fora, veš. Pač no, ampak to sta ponovila potem tudi v Sloveniji. Ja. In sicer sta hodila igrati na Čopovo ulico. Ja. Se pravi, France je violino igral, ti si pa tudi hodil igrati na saksofon, ampak na klarinet, ampak na drugi točki, ne? Tako da niste bila skupaj, ti nisi bil prav uspešen, France pa kar? Nikoli nisem, ne vem zakaj, nisem bil tudi tako dober, pa po mojem,
Violina je vse tako, nek tak, wow, on violino drugačen igra, pa inštrument. mlajši je bil. Ali zvok violine bolj privlači ljudi, Ja. ali zna France bolj igrati violino od tvojega Oboje. klarineta? Zvok violine je meni ful lepši, pa on tudi ful dobro igra. Zdaj ne vem, kako je zdaj že zastarel mal, ampak takrat je za svojo starost res. No, in s tem igranjem na ulici sta zaslužila kar nekaj denarja. Kar velik, In res. veliko tega denarja sta potem uložila v kaj? V nerv pištole. V nerv pištole. Ja, to je pač takrat. Treba je takratna povedati, verjetno, da starša nista kupovala veliko igrač, oziroma sta nasprotovala temu. Nasploh igračem, to kaj šele pomeni, da sta nervcem. normalna starša. In ti si pa vidva, ne, kot otroka, sta pa verjetno si s tem pridobljenim denarjem izpolnjevala otroške sanje oziroma želje. In sta kupila koliko nerv pištol? 35 se mi zdi. 35 takih. Ne. Takih tudi. Še večjih, to so več velikosti. Ogromno jih je. Zakaj pa toliko? Ja, pač tako, v nekem momentu, jaz sem v 6. razredu imel neko zabavo za rojsten dan in sem bil tako, ok, unika mi boste prinesli darila, dajte mi nerfrce prinesti. Pa še ostali pa naj svoje prinesejo. In pa smo se streljali s tem in France je bil isto na rojsten dnevu in so se imeli ful dober in pa so pa tako, ok, bomo imeli mi to zdaj, ampak pač mami oči itak, da niste dovolila in pa so tako malo na skrivaj kupovala to, ampak itak, da sta takoj pogruntala. Pa ne vem, nekako sta bila tako, ok, se to je Francetov denar, se on sam odloča. Sta bila pa stalno proti temu, pač da to ni v redu. Pa kaj pa draž teh nerfrc? Kaj je to? Kaj je fora? Igraš se. Ti Ne vem, streljaš se, ok. Ja, to. Meni je še vedno to zabavno. Se tako s tem. In dejansko imata še danes spravljene teh 35 nerfrc doma, v kleti, ali kje jih imata? Po mojem, zdaj jih je kakšne 30, prej jih je bilo tudi že več. Tudi 30 je velika. Ja, ker smo jih posodila enkrat v Cankarjevem domu, zaradi tega, ker sem za eno predstavo. In pol pa jih je kar nekaj zmanjkalo, ta največje so šle. Ne vem kako. Koliko pol tole stane, da imamo nek feeling? Ta je 35, ampak grejo grejo do 100 evrov. Koliko pa pol metki stanejo, recimo? Metki pa 10 na paket. Ja. Tako da je to ful denarja šlo. Pa ne mojega, pač Francetovega in to je bilo res slabo. Ampak dobro, sta si saj izpolnjevala sanje. Ja. Top film. Godfather. Ja, to mi kle piše. A res? Ja, Boter. Ne vem če. Ne. Povej nam Bom pol. rekel taxi driver. Taxi peljalec. Robert De Niro, moj najljubši igralec. To najljubši igralec. Med filmski belci in igralec. črnci. Samuel L. Jackson. Tako je. V Sloveniji pa mogoče Kdo? Dajte prvo črko, da vidimo. B. Benjamin Krnetič. Ne. Dobro, Mogoče. A ja, to, kdo pa je to, ne vem, kdo je dal. Ne, v bistvu nimamo v Sloveniji najljubšega igralca. Več jih je zelo ljubih. Katere so tvoje top 3 vrednote? Težko. Recimo neka pravičnost. Zdaj ravno pri filozofiji to obdelujemo, ampak načeloma pravičnost v celoti. A pravičnost obstaja sploh? Ma neka ideja tega obstaja, nekaj tako, da narediš ok, bom rekel tako drugače, nek altruizem z zavedanjem, da tega ne delam za druge. Torej, v bistvu tako, da to ni pravičnosti, ampak to je moja vrednota. Naprimer, delaš nekaj za druge ljudi, primarno za druge, ampak se zavedaš, da to delaš za druge, zaradi tega, ker imaš ti od tega, ne vem, zadovoljstvo, veselje, srečen si, da so oni v redu, tako na ta način. Se mi zdi, da je vedno dobro gledati na druge. Ne vem, če se opazi, ampak se mi zdi, da jaz razmišljam veliko o tem. Ja, dobro, to imaš kle v zafrkanci. Se verjetno zafrkavaš velikrat, ko zagledaš kakšen bel prah, krede, soli, moke, da prideš tja in malo posnifaš. To je moj Instagram post, Facebook post, ali kaj? Ne, to sem kar osebne vire imel. Mislim. Ne, tako malo je fora. Joke, ja. Največ v bistvu gledaš predstav. Če pogledamo gledanje filmov, predstav ali pa knjig ali pa te kulture, si na predstavah. Ne? Ja, filmi načeloma me niti ne toliko zanimajo za gledanje. Mislim, jaz ful uživam v dobrem filmu, ampak tako rajš imam neko predstavo. Mi je bolj živo je to.
Pri družabnih igrah vem, da jih zelo rad igraš, si tekmovalen, si zelo z velikim žarom to tekmuješ. Ja. Jih vzameš zelo zares. Ja. Kje igre pa igrate, recimo? Activity verjetno? Ja, Activity ful rad igram, ne vem, Risk, če poznate. Poznam, to je pa res dobro. Ja, to je res dobro. Všeč, ja. Pa tudi Monopoly se mi zdi, da zna biti v redu. Če se gre po teh vseh pravilih, pa tem tak kapitalističen mindset tali igrc, ampak. Ja. Kurjenje ognja ti je všeč tudi, ne? Zelo. To je spet ta taborniška stvar, pa vedno smo v Velenju, kjer moj oče iz Velenja, je dedi tam, je imel krušno peč in pa smo tudi vedno, ko smo šli tja, kaj zakurali, spekali kak krompir ali pa kaj, mislim, to, mi bratranci. Ogen ima ta čar. Ja, nek ta žar ima, nekaj to. Kaj si lahko jaz s tem naredim, neka moč je. Strah te je gasarjev, spet sva pred strahu. Mislim, lahko bi tako, imel sem slabe izkušnje. Se pravi, njih nočeš provocirati, raje jih ne provociraš, ker veš, kaj lahko sledi. To bi sam zdaj rad prvič, prej gremo naprej. Mislim, ni me specifično strah gasarjev, imel sem slabe izkušnje z gasarji, ampak načeloma pa tudi nek folk, ki so gasarji, pa čisto super razumem z njimi. Ni tako overall. Ampak imam pa tam glede bližini aleje, pa nimam samo dobrih izkušenj. Zdaj imamo priložnost, da razloživa termin gasar in termin limka. Hvala vam. Izvoli. Hvala vam. Sicer to zdaj zveni, da sem jaz zdaj RTV-ju kradem to vlogo, ker so oni imeli že nek članek oziroma intervju o tem, ampak sem imel jaz v svojem podcastu Mamice čakame že to davno prej razloženo. V bistvu gasar in limka. Zakaj to ni samo moški in ženski spol? Gasar prihaja iz besede digase, kar je v nemščini mehna ulica, torej ta, ki se nahaja na ulici, gasar, in to v bistvu ta termin se je začel v 10-15 let nazaj v Nemčiji uporabljati. V Münchnu so bili gasari veliko prej so bili v Sloveniji, kle so jih kaj čapci ali pa čefuri klicali. Pa imamo pa limce in limke. Gasari in gasarki in limci in limke. Limci in limke so zaradi tega, ker se nekdo lima na njih. Prilepi se na njih, ker so privlačni drugemu. Naprimer, limke se oblačijo privlačno povprečnemu moškemu očesu, če štekamo. Gasari pa, ne bom zdaj razlagal, kako se gasari oblačimo, ampak se mi zdi, da imamo vsi neko to sliko v glavi, če rečem pederuša pa eskiro. Super si razložil, tolo krasno. Plezanje, nekaj časa si treniral plezanje, boj da si tudi, kot otrok si ful bil korajžen in drzen. To mi je ful všeč. Od plezan na drevesih do na nekih stenah, prepadih ali kaj. Domač si v plezanju. Ja, v bistvu mi je tudi še zdaj ful rad plezan. Naprimer po tej dvorani skozi plezan do vrha. Do vrha? Kje je pa vrh v dvorani? Tam čist Švica gor, po teh tramovih. To mi je čist super. Ker tako nekako sprobaš te moč, tako neke te sposobnosti različne jih koordiniraš, pa viset je dober, tako, ni čist prizemljeno. Potem je pa tle ena totalno neverjetna. Ja? Ja, ne znaš gledati na analogno uro. Kaj? What? Ja. Ne znaš gledati, to pomeni, dalj časa rabaš, ko gledaš na analogno uro, dalj časa potrebuješ, da dejansko razbereš, koliko je ura. Ja, v bistvu to ni čist res, to je hec, to sem puja nasrov. V bistvu to pač ni res, sam puja to misli zdaj že 2 leti, da jaz ne znam gledati na uro, v resnici pa, To imaš nek joke, ok. Ja. No, v bistvu zdaj bo to za puja ful smešno, ko bo ona to zvedla. Pa za ostale verjetno tudi. Zelo slabo skrbiš za svoje stvari. Ja, to pa... Neodgovoren si glede tega. Zgubiš, ne vem kaj, rolko, polomaš telefon, ne vem, pozabljaš. Ključe, denarnico. Ja, zakaj, kaj? Ne vem zakaj. Torej nimaš odnosa do teh stvari. Nisi skrben do tega, ali pač? Ja, lahko se delamo, da je pač to zaradi tega, ker se upira materialističnemu sistemu, ampak je sam pač zaradi tega, ker, ne vem, nisem dosti pozoren na stvari, jaz ne vem.
toliko imam že teh nekih izkušenj na tem, da zgubim stvari, da je prav grozno. Je. Jaz se vedno slabo počutim, kaj izgubim. Zadnjič sem Francetov telefon zgubil. Pač, sam nenormalno. Sploh ne razumem, zakaj. Tega, ki ti je dal za vožnjo na Voltu. Ja, tega, si ga zgubil. Vse sem ga pol našel, ampak sem ga pozabil v biciklu. Greva malo naprej, malo nazaj se vrneva. Odvisnik si od telefona. Čeprav imaš neka jajca od telefona, ja, saj lani se prav spomnim, ko smo delali za BNK, si imel nek ne vem, sploh se ne znam izraziti, nek telefon prelomljen, polomljen in to. Uporabljaš druge telefone, od Puje ali pa od Franceta, da igrice gor igraš, da neke druge stvari. To je tako med poukom, veste, ker se mi ne da kaj drugega delati. Ja, ampak to je tako, velike tega, ne? Če ne bi tega, bi pa bral. No, velike tega. Od Francet je posodil telefon, zaradi tega, ker si začel voziti na Volt. Ja. Pa greva se pogovarjati zdaj o tem Voltu. Zakaj si začel voziti na Volt? V bistvu Vitšifrar iz 4. D, ja, on vozi Glovo in pa mi je razlagal, kako je v bistvu to ful cool, on si samo znači, bom zdaj delal in pa pač gre on furat, on ima sicer motor. Jaz sem bil pa tako, pač to je nekaj, da zaslužim nekaj malega, da lahko grem na pijačo ali pa ketacga, ali pa na mleko, pa še rekreacija je. Mislim, prevoziš na dan 80 km, pa delaš pa kako hočeš. Goran, to vse razumem, ampak odkje najdeš ti čas, da voziš še za Volt? Ob tem, da moraš hoditi v šolo, ukvarjaš se z Poljanskim odrom, ukvarjaš se z dijaško skupnostjo, ukvarjaš se, ne vem, 1000 stvari, a zraven si še to uturil zraven. Ja, treba imaš čas še za to? To je itak, namesto da bi bil, ne vem, urco pred spanjem na telefonu, sem pač rajš grem na Volta, pa grem takoj spat. Tako, to. Koliko ur na dan potem spiš? To pa premalo. Malo, ne, 5,5. A si na kakšnih kavah pa to? Ne. Čajih? Ne, načeloma se trudim čim manj kofeina. Mislim, tako, če grem kako dolgo predstavo gledati, to ponovadi pa vzamem kak Red Bull, da sem zbran, drugač pa ne, načeloma ne. No, ampak bi rabo več spat. Seveda, to vsi rabimo, vsaj v tvojih letih, ne vem, 7 ur vsaj. Ok, ko si že prej omenil podcast, imaš svoj podcast, Mamice čvekamo. Moram ti povedati, da sem jaz preposlušal vseh tvojih, ne vem, koliko 5-6 delov tega podcasta. To, kar lahko komentiram, je to, da milo rečeno sem pričakoval glede vsebine. Sem pričakoval malo več. Ok. Ampak, nadaljuj. Meni se zdi, da so teme do neke stopne relevantne, meni se zdi, da je smešno znabiti na momente, pa neke najne, to je, jaz pa moj dober prijatelj Žiga Slapar, ima v ta podcast čest, Mamice čvekamo, sam da ne bi kdo pozabil. Pejte si pogledat, zanimive teme so pa najne zgodbe, vse v joku, pa za ibanci, za frkanci, ampak ja, dobro namerno. Rad se oblačiš in kupuješ obleke iz druge roke. Ful imaš rad dedijeve ali pa očetove obleke. Zdi se ti, da morajo imeti obleke nek karakter. Rad imaš stvari nasploh, da izgledajo mastno. Jaz sicer ne vem, kaj to pomeni, da izgledajo stvari mastno. Kako to, da se na trenutke res nenavadno oblačiš? Zdaj, večkrat omenim, da bi moral biti ti nek modni oblikovalec, ker se mi zdi, da uživaš v tem, ko menjaš neke obleke ali pa imaš neke različne outfite. In to so zato zelo različni. Ja, ne, mene to ful zanima. Mislim, tako neko sam, kaj hočeš sporočiti s tem, kako se oblečeš, ali pa sem tako neke kombinacije najrazličnejših oblačil. Mogoče danes ni res najboljši outfit ever, ampak tako, ta srajca mi je dosti všeč, pa se mi zdi, da je tako malo značilna zame, pa je pol zaradi tega sem si danes oblekel, ampak se mi zdi, da se trudim nekako to, kar ste rekli, mastno narediti. Jaz mislim s tem tako stvarno, tako nekaj oprijemljivega, ampak tako, naprimer se mi zdi, da je ta rdeča barva mastna barva. Tako, ker je, samo ne znam razložiti, neko to čustvo je, ki ga dobim do najrazličnejših barv ali pa stvari, ali pa tako, ker je ima nek ta nostalgičen občutek. To bi rekel, da je mastno.
pri stvarih. Kaj pa to, ko se včasih, recimo, mami vzameš kakšen kos obleke in si ga daš gor in tako to, kako bi to komentiral? Ja, pa, Nič če se, ne vem, se mi zdi, da če mi paše, mi je kul. Mislim, ni, da sem tako, da sem, ok, ne, to je žensko oblačilo, ne morem tega obleči. Se mi zdi, da je dobro, da tudi če se ne ljudje oblačijo, naprimer tipi v neke kikle ali karkoli, ker se tudi jaz ne pogosto, ampak sem tako, da smo, ok, pač če se pa nekdo je pa tudi vse en, dobro mu zgleda, to je to. Joga. Joga. Svoj čas si izvajal jogo preko YouTuba, dal si te neke Yoga with tutoriale. Adrian, ja. Ja, in si potem to... Ja, v bistvu, jaz sem imel vedno ful odpor do joge, ker moja mama je delala jogo, pa hodila tudi na joge retrite, pa je meni vedno to ful iritiral. Pa sem se enkrat s Krištofom Tomacom, ki so bila lani na Poljanskem odru skupaj, ki zdaj že študira, pogovarjala, v bistvu za nek prizor imela, se mi zdi, da so bila opice in se ugotovila oba, da ful niso dosti gibčena, da bi bila opice. In jaz sem tako, ok, mi da hoče postati opice, oziroma mi da hočeva narediti biti Tarzana v dejanskem življenju. Pa se ne tako malo eufori vse skupaj, ampak se tako, ok, niso dosti gibčna, greva probati jogo. In se mi zdi, da sem, ne vem, 70 dni delal vsak dan jogo, mogoče sem se enkrat pozabil, oziroma nisem imel časa, ampak se mi zdi, da je bilo ful carsko. Mislim, neke te... So bili kakšni učinki? Si čutil kakšne v učinke? tistem obdobju Imaš sem mogoče lahko kakšen tudi predklon najbolj naredil, ki ga zdaj ne priljubljen morem. položaj? Ne bi rekel priljubljen položaj, ampak ful so mi všeč te intenzivne mišične vaje, naprimer za trebušne mišice ali pa za noge. Uno, ki te najbolj zmatra joga, je meni najljubša. Plavanje? Ja. Kaj bi povedal o plavanju? Ja, jaz ne bi rekel, da sem dober, ampak sem pa treniral plavanje. Treniral si? Treniral sem plavanje 3 leta. Moraš biti dober. Je nekaj, sem 1., 2., 3. razred osnovne šole treniral plavanje. Ja. Nisem, ne vem, nekako mi to, sem imel že neko obdobje. Tukaj imam obdobje, napisano, da ne znaš dobro plavati. To je tako. rekla. Ja, ona je trenirala a plavanje. te je strah mogoče plavati v globoki vodi? To pa je mogoče celo res. Še eden izmed strahov. Ja, še eden izmed strahov. Ko sem tako z nekimi ljudmi, ki so mi tako v redu pa poznani, mi je ful bolj bad, kot če sem sam. Naprimer, če sem tako z očem kdaj plaval, tudi če zdaj naprimer greš z očem kdaj plavati, ne da me bo ubil ali karkoli, ampak sem tako, nek tak občutek je, da, a pa s Francetom isto, ne vem, če je nekdo, ki je pa nepoznan ali pa, tako, ali pa sam, mi je pa čisto v redu. Ne vem, nek strah dobim, po mojem, tako občutek, da me je lahko nečesa strah. Ne vem, ne razumem tega strahu. Kakšne vzdelke imaš? Klej imam napisan vorke, vorči. Drugač pa si bolj voranc, a? Ja, voranc, imel sem ful dolg časa zdaj v Gvori. Vori. Ja, to sem me skozi klical v osnovni šoli. Načelo so voranc, ja. Zelo so proti koncu. Bojiš se živali? A je to res? Ne, jaz ne maram Zelo živali. se boji živali. Psov ne maraš, mačke so mu v redu, na splošno živali ne mara. Ja, mislim, nisem fan živali, pač tako. Ste kdaj imeli kakšno domačo žival? Vesel sem, da ne. Predvsem teh domačih živali. Se mi zdi, da prvo kot prvo, meni je malo bed za njih. Mislim, ja, ker so v nekem ujetništvu. ja, točno to mi je. Ja. Že to prva, druga, psi smrdijo, pa tudi niso mi glih všeč, mačke puščajo dlako, pa smo že na teh glodavcih ostanemo, ko pa so zaprti tam, kar pa za njih ni v redu. Tako da domačih živali res nisem fan. Tako, Voranc, mislim, da sva prišla do konca. Ja? Mislim, da sva bila kar zanimiva. Ja, upam. Ja, jaz bi kar ta pogovor bi končal na tej točki. Dobro. Še enkrat bi se ti lepo zahvalil za ta pogovor, Jaz pa vam. za tvojo pripravljenost, da si prišel. Mislim, da si bil tak zanimiv gost. Okay. Mi se pa spet gledamo kmalu z novim gostom, drugim voditeljem na istem Kavč kanalu. Čauke, čauke. No, Voranc, zdaj pa verjetno slutaš, a je konc že? Konc. A slutaš, da je konc ali bova še kakšno foro naredila? Lahko še kakšno foro narediva? Ja. Jaz imam eno presenečenje zate. Ja? Rad bi, da nam pokažeš, kako znaš igrati na Klarinet. klarinet. A si
si tako dober, da Nisem tako dober, ej, ampak sem pa kar za. vstani, pojdi po klarinet, si ga namesti, tam usedi se spet na ta fotelj. To ni tvoj, ni. Takole in zdaj po lastnem izboru Ja, znam samo eno lahko nam odigraš repertoar iz Čopove ulice. Znam bolero. A res? Ja, tako malo, en del. Super. Čak, jaz bom dal ritem, ti boš pa melodijo, ali kaj? A je bolero to? To je bolero, ja. Ajde, greva. Bravo. Super je bilo. Hvala. Čavke. Adijo. Boste ta klarinet tako malo zrezali, da bo dobro zvenelo.